Prijazno pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v oddaji Bistriški tednik. Tokrat smo bili nekoliko bolj mobilni, saj smo več pozornosti namenili tednu mobilnosti, pa še kaj se bo našlo, zato ste vabljeni k ogledu. Teden mobilnosti. Večer ljudskega petja na Črešnjevcu. Otroški živžav. Praznik krajevne skupnosti Pragersko. Slo Open 2019 v nogometu. V Slovenski Bistrici so Evropski teden mobilnosti obeležili številnimi prireditvami. Še posebej pestro je bilo v petek 20. septembra na parkirišču na Čopovi ulici, ko so pripravili dan brez avtomobila. Več o dogajanju na Evropskem tednu mobilnosti je za Studio Bistrica povedal Tomaž Pristovnik iz Rica Slovenska Bistrica. Današnji dan, tako imenovani dan brez avtomobila, je osrednji dogodek letošnjega tedna mobilnosti. Občina Slovenska Bistrica kot že vrsto let tudi letos seveda sodeluje pri tem vseevropskem projektu. Začeli smo v ponedeljek z testnimi vožnjami z električnimi vozili, ki jih v sklopu projekta, ki ga trenutno izvajamo na Ricu, in sicer projekt Potuj zeleno izvaja podjetje Implera, d.o.o. Slovenske Bistrice. Se pravi, vsak dan je možno se v Ticu bodisi oziroma na Impleri prijaviti in se zapeljati z električnim avtomobilom kot na testno vožnjo. V torek smo imeli v okviru pobude, ki smo pričeli izvajati v občini Slovenska Bistrica ravno v tednu mobilnosti, in sicer tako imenovana iniciativa Heroji furajo v pižamah. Gre v bistvu za akcijo spodbujanja mladih, ki ob vikendih seveda se vračajo iz zabav, da seveda pokličejo svoje starše in če tudi v pižami se varno pripeljajo domov. Imeli smo 2 predavanja, in sicer zavoda Vozim, kjer so v srednji šoli Slovenska Bistrica predavali invalidi, predstavili svojo izkušnjo. To predavanje, ki je v sklopu pobude Heroji furajo v pižamah, se je imenovalo Še vedno vozim, vendar ne hodim. Srednješolci so to predavanje zelo dobro sprejeli in upam, da je bilo dovolj poučno za njih. V srednji šoli smo tega dne tudi predstavili projekta Potuj zeleno in zapelji me, podjetje Implera, in pa potem še testiranje nove bodoče pridobitve v Slovenski Bistrici. Na razpolago je bilo nekaj mestnih koles, ki bodo koncem jeseni, konc leta v bistvu v Slovenski Bistrici v sistemu zapelji me na izposojo. Tudi danes po 12. uri, ko se prične tako imenovana mobilnostna tržnica, bodo na voljo tu nekaj teh koles, tako da si bodo lahko mimoidoči tudi ogledali, kakšna električna vozila potem bodo na uporabo koncem letošnjega leta. V sklopu tedna mobilnosti tudi na spletni tržnici domače ta teden brezplačno dostavljamo naročene artikle. Sicer pa je za nami tu, kot vidite, v bistvu zdaj že tradicionalni 3. leto zapored turnir v ulični košarki za pokal Bistrice, kjer z namenom seveda, da na prometno površino ta dan namenimo za nekaj drugega, za šport, za zabavo, in osnovnošolci iz obeh bistriških osnovnih šol ter iz osnovne šole Laporje, Spodnja Polskava z vsemi podružnicami sodelujejo na tem prvem delu turnirja. Popoldan se bodo pa v srednješolski konkurenci in članski konkurenci pomerili za pokal Bistrice še srednješolci in pa člani. Omenili ste projekt Zapelji me, rekli ste, da bo nekako zaživel do konca leta. Koliko koles bo torej na voljo, za kakšna kolesa gre? Na voljo bo 90 mestnih koles, gre za električna kolesa. Ravno v tem času tudi se zaključujejo gradbena dela za postavitev 7 kolesarnic po mestu, vendar bodo ta kolesa ne bodo na voljo samo v teh kolesarnicah, temveč bodo na voljo vse posod po mestu na način tako imenovani free floating, se pravi, ne bodo pritrjena na postajališču, ampak jih bo uporabnik odprl z aplikacijo, ki jo bo imel shranjeno na mobilnem telefonu. Se pravi, v aplikaciji bo najprej preveril, kje je najbližje kolo, ga z pomočjo pametnega telefona odklenil, uporabo,
na točki B zakleno in bo to isto kolo potem na tisti točki ponovno na uporabo. So klasična črna mestna kolesa, elektropogon bo pa tudi uporaben na zanimiv način. Sama kolesa so električna, vendar brez baterije. Uporabnik si bo baterijo bodisi kupil, bo postal njen lastnik, ali si jo najel. Baterija bo primerne manjše velikosti, nosil jo bo s sabo in ko bo v bistvu sposodil kolo, bo imel možnost, da se ne samo na silo lastnih nog pelje, tudi na elektriko, s tem, da bo v bistvu z enostavnim klikom priključil to baterijo na kolo in se odpeljal na elektriko. Društvo upokojencev Leskovec Stari Log je v petek 20. septembra v domu krajanov na Leskovcu organiziralo prvi večer ljudskega petja. Ljudske pesmi je zapelo 13 nastopajočih, med njimi tudi televizijska voditeljica in glasbenica Darja Gajšek.
Društvo Brusnica je v nedeljo 22. septembra pripravilo tradicionalno prireditev Otroški živ žav. Prireditev so začeli z otroško gledališko predstavo Pustolovščine Male Maline, po predstavi pa so se otroci udeležili raznih delavnic. Izdelovali so nakit, mavrico, kravate, punčke, namizne dekoracije in ostalo. Frizerski salon Trend je poskrbel za brezhibne frizure, najmlajši so se lahko preizkusili tudi v gasilskih veščinah. V nedeljo 22. septembra je ob Ribiški koči na Pragerskem potekala osrednja prireditev ob 43. prazniku krajevne skupnosti Pragersko Gaj. Na slovesnosti sta zbrane nagovorila župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in predsednik krajevne skupnosti Pragersko Gaj Matej Arnoš. Ob letošnjem krajevnem prazniku smo zopet pokazali in dokazali, da lahko na različne načine obeležimo naš praznik. V okviru krajevnega praznika ste ponovno naša domača društva oziroma članice in člani društev pripravili različne prireditve, katerih smo se z veseljem udeležili, seveda, ko nam je zaradi službenih ali drugih obveznosti to čas dopuščal. Nekateri dogodki so še pred nami. Na začetku meseca septembra je v kulturnem domu na Pragerskem se izvedel šahovski ter kegljaški turnir. Prikaz izvedbe prve pomoči in uporabe AED defibrilatorja ter dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Pragersko. V petek 13. septembra so tako krajevno združenje borcev za vrednote NOB s pomočjo učiteljev, učenk ter učencev osnovne šole izvedli komemoracijo ob spomeniku pri osnovni šoli na Pragerskem. Naslednji dan, torej v sobotnem jutru, je potekal dogodek, tako imenovan Pragersko za vse generacije. Izvedlo se je kuhanje pragerskega piskra, merjenje maščob in krvnega pritiska, odbojka na mivki, tek za vse generacije, kolesarjenje ter tudi za naše najmlajše, kateri so lahko poskakovali na napetljivih igralih. V nedeljo je potekala delavnica izdelovanja cvetja iz krep papirja, odprtje prenovljenih razstavnih zbirk v vodnem stolpu ter ogled prenovljenega muzejskega vagona in ura pravljic za otroke. Naslednja urica branja pravljic bo ponovno v nedeljo 29.9. ob 10. uri v vagonu pri lokomotivi Katici na Pragerskem. Kot vsako leto smo si lahko v prostorih društva zagojiteljev malih živali na Pragerskem ogledali razstavo malih živali vse od petka do danes. Danes zjutraj so ribiške družine sekcije Pragersko izvedli ribiško tekmovanje. Jutri, 23. septembra, se prične 11. forma Viva Pragersko 2019, katera bo trajala vse do nedelje 29. septembra. Omenjena prireditev zajema 8 kiparsko-rezbarskih delavnico za učence osnovne šole Antona Ingoliča, tako matično osnovno šolo kot 2 podružnici. V petek 27. septembra bo potekala otvoritev razstave slikarskih in kiparsko-rezbarskih del s kulturnim programom ter v soboto 28. in nedeljo 29. septembra razstava slikarskih in kiparsko-rezbarskih del. Spoštovani, kot vsako leto ob krajevnem prazniku je pri nas na Pragerskem zelo pestro in dovolite mi, da se iskreno zahvalim vsem sodelujočim, predvsem predstavnikom naših društev, tako pri pripravi in izvajanju raznolikih in pestrih prireditev. Hvala vam. Prav tako pa je bilo pestro tudi pri delovanju in razvoju naše skupnosti. Ker praznujemo krajevni praznik v novo izvoljenem mandatu, mi dovolite še to, da se vam iskreno zahvalim za zaupanje, za tako veliko podporo, tako meni osebno, kot vsem izvoljenim članicam in članom na lokalnih volitvah v lanskem letu. Z novo sestavo smo pričeli delovati po prvi konstitutivni seji, ki je potekala 7.12.2018. Povzel bom samo nekaj bistvenih del, ki smo jih do danes v naši skupnosti naredili. Izvedli smo razpis in podpisali pogodbo z izvajalcem zimske službe, kot tudi z izvajalcem nekaterih gradbenih del za našo infrastrukturo. Pripravili božično-novoletni koncert, skrbeli za vzdrževanje prometne varnosti, kot je barvanje talnih označb, zamenjava prometnih znakov in tako dalje, in urejali zelene površine našega kraja.
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti nam je občina Slovenska Bistrica zaupala pripraviti občinsko prireditev, katero smo tudi uspešno izvedli. Za dan žena in mučenikov smo pripravili za vas komedijo in glede na obiskanost vam zagotavljamo, da bomo s takšnimi prireditvami nadaljevali, saj smo prepričani, da so vas modrosti iz predstave zelo nasmejali. Izvedli smo čistilno akcijo Očistimo naš kraj, vsakoletno druženje s krajani ob kresovanju ter postavitev majskega drevesa. Izvedli tudi popravila jaškov na pločnikih. Tako na občinskem in tudi krajevnem svetu smo podprli predlog Centra za krepitev zdravja. Zato so se v preteklosti in se še bodo za vas odvijale skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer boste lahko dobili strokovne informacije in podporo pri vaših korakih do boljšega počutja in zdravja. Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja krajevne skupnosti Pragersko. Priznanje sta prejela mlada odbojkarica Žana Godec za športne dosežke v preteklih sezonah in posthumno Miran Kokol, neutrudni snemalec kabelske televizije na Pragerskem. Plaketo za leto 2019 pa je prejela ribiška sekcija Pragersko, vpeta v delo ribiške družine Slovenska Bistrica, ki je letos zaokrožila 60 let svojega delovanja. Ribiška sekcija Pragersko je sicer nekoliko mlajša, a je lani dopolnila že 40 let delovanja in skrbi za ribnike na Pragerskem in njihovo okolje. Kulturni program so izvedli učenke iz osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Poskava podružnica Pragersko ter članice in člani mešanega pevskega zbora DPD Svoboda Pragersko. Kako si krasan,
moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so od 16.9. do 23.9. obravnavali 21 kaznivih dejanj. Od tega 2 kaznivi dejanji velike tatvine, 4 kazniva dejanja tatvine, 5 kaznivih dejanj goljufije, 2 kaznivi dejanji lahke telesne poškodbe, 1 kaznivo dejanje grožnje, 2 kaznivi dejanji poškodbe tuje stvari, 2 kaznivi dejanji zatajitve, 1 kaznivo dejanje neplačevanja preživnine in 1 kaznivo dejanje nasilja v družini in še 1 kaznivo dejanje izsiljevanja. Spodnja Nova vas. Neznani storilec je neuspešno poskusil vlomiti v stanovanjsko hišo in na vhodnih vratih povzročil nekaj materialne škode. Zgornja Polskava. Naročnik in podjetnik sta se s pogodbo dogovorila za izvedbo gradbenih del na stanovanjski hiši. Naročnik je dela v celoti plačal, vendar izvajalec naročenih del ni opravil celoti in s tem oškodoval naročnika del. Policisti so obravnavali 17 prometnih nesreč. V 7 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila. V 6 primerih so prometno nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom, v 4 primerih pa so povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so izvedli 5 ukrepov. Pri tem so 4 voznikom začasno odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog, zoper enega voznika pa so na podlagi zakona o cestno-prometnih prekrških podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so izdali 39 plačilnih nalogov. Zaradi suma kršitev javnega reda in miru so policisti posredovali v 11 primerih. Od tega so 5 intervencij opravili v zasebnih prostorih in 6 na javnem mestu. V 6 primerih so kršiteljem izdali plačilni nalog, ostalih 5 intervencij pa so zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru so do iztreznitve pridržali 1 osebo. Nogometni klub Keti Emi Bistrica je v soboto 21. in nedeljo 22. septembra v športnem parku v Slovenski Bistrici organiziral mednarodni turnir za mlajše selekcije Slovenije Open 2019. Pomerilo se je več kot 100 ekip iz Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Madžarske in Slovenije. Od mladih nogometašev domačega kluba se je najbolj izkazala sekcija U11, ki je osvojila 4. mesto. V tej kategoriji je zmagal NK Aluminij. Pri selekcijah U7 je bil prvi ŠN Lumen Varaždin, pri igralcih starih do 9 let je slavila ekipa NK Maribor Rumeni, Bistrica je spadla v skupinskem delu. Med igralci starimi do 8 let je zmagal NK Maribor Vijolčni, Bistrica je spadla v skupinskem delu. Med ekipami U13 pa je prvo mesto osvojil NK Rudar Velenje, domača ekipa je spadla v skupinskem delu. In z nogometom tudi zaključujemo današnjo redno tedensko informativno oddajo Bistriški teden. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.